Dober dan in lep avgustovski pozdrav v naši oddaji za zdravje in dobro počutje. Danes gremo najprej na Gorenjsko, kamor nas bo od Tončkove planine na dom pri Završnici odpeljala Lidlova ambasadorka Urška Hac s svojo simpatično družinico. Eine espresso macchiato? Danke! Živjo in dobrodošli tam, kjer ni Signala. pa cvetnega prahu. Živjo in dobrodošli v novem vlogu. Spet smo na Gorenjskem, tam, kjer smo mi najraj. Danes smo se spravili do Završnice, oziroma zdaj bomo štartali v smeri izvira Završnice. Smo mičken pod Tinčkovo kočo, ene par ovinkov nižji, in vam bomo pokazali tole res cool pot. Je kratka, pa zelo hitro si v visoko gorjo. Pa fajn je za vroče dni, ne? Kaj je voda? Kot slišite, je zadnji voda, ja. Tako da, danes smo tako prav prišlo, bo pa kdaj več. Ajmo. Skaj. Red skaj poleg. Poleg, ja. Neko so dobro izhodišča. No, opet Max, sam. Kar 5, Max. No. Kam no vzam, pa pejmo. No, tako. Pa ga gornes. Zakaj se pa ti smejiš? A? Kaj pa je to, Max? Kaj pa je? Maxa, si dinozaver. Kdo si ti? Dinozaver, ok. Evo, mi smo prispeli do naše končne destinacije, koča pri izviru Završnice. In pa smo se toliko mastili, pa toliko smo imeli dela, da smo pozabili pokazati. In zdaj že bežimo, ker se čez hribe valijo eni oblaki, tako da šibamo domov. Tako da ja, preverili smo, če je kaj snega po planinah, ga ni. Po hribih ga bo hmalo zmanjkalo, tako da mislim, da je sezona za hribe odprta in se vidimo hmalo iz kakega drugega kucla. Adijo! Anže Avbelj iz Lidlove Vitalnice pa je skupaj z otroki tokrat kolesaril iz Koses v mesto po stranskih poteh, tako da so se izognili prometu. Povedal nam bo, kaj je pri tem pomembno upoštevati. Zdravo in lep pozdrav v novi epizodi Lidlove Vitalnice. Midva sva Flora in Anže in danes gremo s kolesi v mesto. A ti je všeč? Ja. Ja. Oči je včasih s tem kolesom v bike parkih vozil, pa skakal čez velike skakalnice. Zdaj pa je ta kolo bolj za otroke voziti v mesto. Kako se življenje obrne, a ne? Kam gremo?
od mesta na kosilo. Gremo na kolesarski izlet iz Koses do mesta. Vso pot lahko prevozimo po stranskih poteh, tako da se popolnoma izognemo prometu in avtomobilom. A ti rada kolesaraš? Ja, Kaj pa je najbolj pomemben, da imamo čelado. čelado, a ne? Ja, da ne padam. Zares ne imajo otroci čelado. Nas je na prejšnjem izletu čelada rešila sigurnega obiska urgence. Naša Ula je pa danes zmatrana, a ne? Zakaj? Ker je bila včeraj na zabavi. A ne? A se je treba namazati? Res je. Tudi v takem oblačnem vremenu se ne pozabite namazati, ker nas lahko na kolesu zelo hitro opeče. A sem se ponošla. Naj si še vajza moraš še obrisati, ja. Tudi ponoško sem se. A tudi po nosku si se? A ti je lepa. Zelo mi je lepa, hvala. Od Koses do mesta je 5 km, mi bomo rabili 1 uro za teh 5 km. No, kar dobro se je ulil. Ja sem ti rekla, da bo dež bil. Vežo, dobro naredi, a ne? Ja, še vedno dežuje. Dobro dežuje. Imejmo v mislih, da so otroci nepredvidljivi in da jim na cesti ne moramo popolnoma zaupati. Zato, kakor je le mogoče, se izogibajmo prometnim cestam. Še več videoposnetkov pa najdete na YouTube kanalu Lidl Slovenija Lidlova vitalnica. Zdravko, Lidl in Eva pa nam bosta danes pokazala, kako se igrati igrice z otroki, kadar so starši utrujeni. Dolgo časa sem namreč sama raziskovala, kaj bi se lahko igrala tiste dni, ko sem utrujena, ko preprosto je vsega preveč in edino, kar bi rada počela, je, da ležim na kavču in počivam. Zdravko in Eva v novi igralnici in sicer tokrat se igramo igre, ki se jih igramo, ko smo utrujeni. Prva igra je zelo preprosta. Uležemo se na kavč, pokrijemo z deko, počivamo in obenem se igramo, da smo garaža. Lahko tudi po hiši otroci sestavijo iz barvic in flomastrov cesto, ki pelje do garaže. Ko pridemo do garaže, moramo seveda uporabiti skrivno geslo. Starš, torej v tem primeru moj mož Tadej, je postavil uganko. Katero sadje je rumeno? Banana. Super. In parkiramo avtiče. In tako se igra nadaljuje in mi ležimo in se istočasno odpočijemo. No, zdaj ko smo na kavču, ne se premakniti, ostanimo v ležečem položaju. Igrali se bomo na spada na kavču. Za to igro potrebujemo nalepke. Mi ležimo in otroci nam lepijo te nalepke na obraz. Oni uživajo in mi še bolj, ker to je taka masaža. Potem te nalepke lahko ponovno zalepimo in jih na to folico in jih naslednjič spet uporabimo. Ali jih uporabimo pri kakšni drugi ustvarjalnici. Upsi. Naša tretja igra. Na to igro sem res ponosna. Torej, vzamemo eno navadno belo majico, flomastre ali še bolje, če imate doma barve za tekstil, uporabimo barve za tekstil. Na majico narišemo cesto. Nato si majico oblečemo,
Se uležemo po tleh in otroci se z avtomobilčki igrajo po našem hrbtu. V tej igri je vključena tudi masaža hrbta. Točno to smo potrebovali, masažo hrbta. To so bile najine igre. Če imaš tudi ti kakšno super idejo, nam jo prosim zaupaj v komentar. Se vidimo naslednjič. Eva in Zdravko vam mahava. Adijo! Še več idej za ustvarjalne igrice pa najdete na YouTube kanalu Lidl Slovenija Zdravko Lidl.